Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno magistrica Andreja Jernejčič in magister Ivan Simič, pogovarjamo pa se o aferi Zahovič. Zdaj, preden smo šli na oglase, smo se nekoliko dotaknili tega odnosa med ekipo SN in pa mariborskim klubom oziroma konkretno Zlatkom Zahovičem. Zdaj, kolikor vem, Ivan, tukaj so bili tudi neki zapleti čisto na osebni ravni, ne? Sin glavnega urednika ekipe je igral za Maribor, potem pač je moral iti drugam in tako naprej. Skratka, ta odnos ni od včeraj, ne? Tudi ekipa je zelo kritična do Zahovičevega sina, ne? Tudi danes recimo v komentarju uredniškem omenjajo to, da Luka Zahovič igra v prvi postavi in da igra slabo. Celo navedli so, da je najslabši igralec svojega kluba, da igra bolj za nasprotnike. Koliko se te kot starša recimo lahko to dotakne, glede na to, kako je Zahovič že sicer izpostavljen pri svojem delu? Torej, jaz gledam predvsem v tem primeru igralca Luko Zahoviča, ki če to vse prebere, kar piše v ekipi ali pa če se o tem govori, tudi če želi in če je dober in če zna igrati, videli smo pa, da zna doseči fantastične zadetke, pomeni, da zna igrati, ampak veste, ko se nekdo spravi na tebe, pa te vsak dan kljuka po glavi, potem enostavno nisi več pripravljen in ne moreš igrati tako, kot znaš. Potem se pa začnejo pojavljati te govorice, da igra zato, ker je sin Zlatka Zahoviča in tako naprej, ampak jaz mislim, da Milanič tega ne bi počel in da je pri svojem delu samostojen. Res pa je, da nimajo rezultate in da celi ekipi ne gre. To so vrhunski igralci, ki jim enostavno ne uspeva, ampak slej prej bo prišel njihov trenutek in treba je počakati. Verjetno je to prvenstvo, kot izgleda, izgubljeno, torej ta letošnje, ampak prihaja novo prvenstvo in pomembno je, da ostanejo skupaj in da držijo. Drugo, kar se pa tiče časopisa Ekipa, to ne vem, verjetno si slišal to iz nogometnih krogov. To je ta zadeva, o kateri se govori, da je pač sin od tega odgovornega urednika bil v Mariboru, potem, ker ni več bil v glavni, se je potem začelo nekako negativna pisanja o Mariboru, kar se ne sme zgoditi. Tudi sam sem imel to izkušnjo, glede tega, ko je potem bila varianta, da njegov sin igra na Iliriji. Jaz sem bil odgovor, da igralca ne rabimo in sem tako sporočil naprej in potem sem doživel leta 2016 tisto ofenzivo ekipe, konec leta 2016, ko so bili volitve za predsednika NZS, pomeni, čakajo te in te potem se te lotijo, ko se te lotijo. Tako da jaz mislim, da teh osebnih not ne bi smelo biti v pisanju nekega časopisa, ampak žal se to dogaja in mislim, da te posledice ali pa to, slab občutek ne nosi tisti, ki to počne. V življenju se ti pa slej prej se vrne, tako da brez veze. Andreja, predlagam, da zdaj pogledamo še odziv kluba in navijačev, pa mogoče potem ti to pokomentiraš. Izjave Zlatka Zahoviča že sinoči niso imele podpore pri njegovih sodelavcih. Bilo pa je vprašanje, kako se bo klub odzval v javnosti. V današnji izjavi so izpostavili stališče, da je bil nastop športnega direktorja nedopusten, daleč od vrednot, ki jih zagovarjajo. Klub izjave obžaluje, obenem se je opravičil prizadetemu novinarju. Danes so imeli veliko sestankov, dogodki pa odmevajo tudi med navijači. Klub bi moral prevzeti neke določene konsekvence, ampak žal, gledajte, samo obžalovanje je premalo zame. Jaz ne vem, meni pravijo, da sem idealist, ampak v vsakem primeru je to odstop vrha, to je nedopustno. Nedopustno je take osebne stvari mešati in se na tak način izražati. Kako se ti zdi ta odziv kluba, Andreja? Je bil ustrezen? Mogoče malo preveč čustev, lahko se malo bolj nevtralno naredi. S tem so spet dali veliko materijala za pisanje, za novinarje. Mogoče zmagovalna formula je, da kadar nekaj ne štima, se usedejo skupaj in takrat držijo skupaj, če tako mislijo. Zdaj, če so v klubu že razdvojeni iz teh situacij in odnosov med njimi ne poznam dovolj, ne morem komentirati. Mislim pa, da vse ravno ne moreš štimati glede na to, kakšen odziv je vam prišel. Potem pa mogoče bi se tukaj nadaljevala naprej, kar sta govorila, ta subjektivnost, ki se noter vnaša v medijski svet. To pa je zaskrbljujoče in je škoda, da je tega vedno več in se kaže. To se pravi, mi vsekakor od novinarja pričakujemo, da bo poročal objektivno, poskušal res vključiti vse stvari, ampak dejansko vsi smo ljudje, ali nekoga bolj pozna, nekoga ena tema bolj zanima, nekoga prioritete in se te stvari seveda kažejo tudi v pisanju, ampak problem je na drugi strani, ki ljudje v novinarje in časopise in medije še vedno zaupajo, verjamejo in to res dela škodo za posameznike in tukaj mislim, da bi veljalo, da se tudi pazi na to. Ampak danes v resnici, če se ne
potolče, če se ne izpostavi, take stvari se ne bo bralo, poslušalo. In če realno gledamo, zakaj je to tako, zato ker ljudje to želijo. In v bistvu so tudi ljudje tisti, ki spodbujajo. Pasivno bi lahko rekli k temu. Ivan, ta gospod in gospa, ki smo jo videli v prispevku, zdaj verjetno nista člana Viol, ne? A bi moral novinar poiskati odziv recimo Viol ali pa pač šefa navijačev, če bi hotel res predstaviti javnosti, kaj navijači mislijo o svojem športnem direktorju? Torej, če bi hoteli imeti, bom rekel, neutralne izjave, pa neutralno novico o tem, kaj mislijo navijači, bi jih morali biti 10 ali pa 15, ne pa 2 slučajno izbrana, ko sem videl pred neko trgovino. Pomeni, to je spet neko, bom rekel, ozko prirejanje odgovorov. Tudi vprašanje, bi kdo od navijačev karkoli želel povedati. Normalno vemo, da Zahovič je naredil veliko za Maribor, ali zdaj bi ga kdo zagovarjal, ali pa ne, lahko da bi ga. Ampak pravim, ta prispevek in izjave navijačev niso bile primerne, dokler ne slišimo še večjega števila navijačev. No, odzval se je tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije in pa Društvo športnih novinarjev. Poglejmo. Govorimo o teži izrečenih besed, ki tudi ukrepanja ali pa kazni ali pa opravičila ne izničijo. Nimamo neke podlage, da bi znotraj naših pravilnikov poiskali podlage za ukrepanje v tem primeru, vendar bomo videli, kako bodo naši disciplinski organi to izjavo razumeli in če podlage bodo obstajale znotraj naših aktov, bomo tudi ukrepali. Treba je tudi dobiti opravičilo od akterja, torej od Zlatka Zahoviča. Povedal sem, da je to pač nesprejemljivo, tudi vidimo to kot delno obliko pritiska na delo novinarjev, pa ne samo pritisk, ampak tudi na nedovoljeno oziroma nedopustno poseganje v novinarsko delo in avtonomijo. Zdaj, očitno so disciplinski organi Nogometne zveze Slovenije to prepoznali kot kršitev, ker čeprav vem, so uvedli disciplinski postopek proti športnemu direktorju Maribora, gospodu Zahoviču. Andrej, kakšna se je tebi zdela ta izjava predsednika Nogometne zveze Slovenije? Malo smo dobili vtis, da ni mu čisto vseeno glede te stvari, pa kaj bo povedal, ne? Tukaj bi bilo zanimivo dobiti še dodatno izjavo Zahoviča. Jaz se sicer nisem zasledila na spletu, potem, če je še kaj komentiral, če je še dal kakšno razlago. Bomo to pokazali kasneje, ampak zdaj me zanima ta odziv pač predsednika Nogometne zveze Slovenije. Se tebi zdaj ustrezen, či si strokovnega vidika? Ampak v bistvu je v resnici dobro rekel. Pogledamo, če je v pravilniku tega njemu zapisan, pogledamo, če je naredil kršitev, na podlagi tega bomo lahko reagirali. Se ne morajo kar nekaj narediti, če nimajo niti zapisano. Po drugi strani ima pa tudi rezultate. No, tako, jaz bi vsem gledala malo bolj celostno. Razumem pa in se strinjam pa tudi v bistvu z izjavo, ki je pa zagovarjala novinarje in poseko novinarsko. Ker to je pa res. V bistvu, če te nekaj vprašaš in gre tako nazaj, razumemo kot izsiljevanje ali pa grožnja, a nisi imel dovolj tistega del mirsa. Saj zato sem rekla, tista izjava je bila preprosto neprimerna, ne sodi k njemu, ne sodi sploh v to obliko in si nihče, ki javno nastopa, ne more dovoljiti. Zato pa se mora prej pripraviti ali pa razmisliti. Razumem pa, da je vsak, ki se mu zgodi, dela s srcem, da vas vse to čustveno prizadet, upleten, se vsi tisti uspešni dajo noter čustva in strast. To razumem, ampak je javna osebnost in nastopa in mora na to paziti. Ivan, zakaj je recimo ta beg, ne? Zdaj vsi se zatekajo nekim pravilnikom in tako naprej, zakaj ne morajo pač bolj po človeško odreagirati, pa reči, zafrknu si, pač moraš se opravičiti, gremo naprej, če recimo tako mislijo, ne? Lahko smo prebrali Zahovičevo izjavo, da mu je predsednik kluba gospod Cotar rekel na 4 oči, da ima prav, ne? Pozor, se pravi, Zahovič ima prav, ampak da javno mnenje zahteva opravičilo, ne? Kako ti to komentiraš? Temu rečem strahopetstvo. Pomeni, da in to je tisto, kar v našem nogometu, sploh bom rekel vrhu slovenskega nogometa, kjer si ne upajo naliti čistega vina, vsi samo nekaj božajo, govorijo lepo, samo da je lepo, čeprav vsi, ki smo v nogometi, vemo, kaj kdo o komu misli, in tudi izjava predsednika Nogometne zveze, da ne ve, ali imajo to v pravilih, ali bodo uvedli, ali ne bodo uvedli, potem povedo disciplinski postopek na podlagi skoraj splošne določbe, širjenje sovraštva, rasne nestrpnosti in tako naprej. Ampak, če bi bili dosledni, bi lahko tudi zoper kakšne člane, bom rekel, Nogometne zveze uvedli tudi disciplinske postopke v času volilne kampanje za predsednika, se je bilo tudi veliko nemoralnih zadev. Hočem povedati, da Nogometna zveza je uvedla, disciplinski organ bo odločil, kakršnokoli kazen že bo,
kolikor poznam Zahoviča, jo bo sprejel, se je že sprejel tudi veliko drugih kazni in bo že življenje šlo naprej. Kar se pa tiče Maribora, pa ne poznam njihovih notranjih razmer, kaj in kako je res. Torej, jaz pravim, da bo Maribor pri sebi že razčistil, sprejeli bodo pravilno odločitev in Zlatko je že povedal, da kakršnakoli odločitev upravnega odbora jo bo sprejel in da je dal svoj mandat na razpolago upravnemu odboru. No, Andreja, ti, ki si omenila pač nadaljne odzive Zahoviča, imamo enega pripravljenega. Zahovič pravi, da se ne bo opravičil. Za mariborski časnik Večer je povedal tole: za opravičilo ni teorije, opravičil sem se, ko je bilo to treba, zdaj pa ni. Te 3 besede so spoštovanje, ne žalitev. Če kdo želi razumeti drugače, pa naj tako razume. Temu gospodu se nikoli v življenju ne mislim opravičiti, ščitim svojo družino, jo imam rad. Zdaj, kako ti to komentiraš, Andreja? Je to nek ustrezen odziv ali to bolj da slutiti, da ta zgodba še ni končana in da bomo še marsikaj zanimivega videli in prebrali? Potem sodeč bi rekla, da te zgodbi še nekaj veliko zadev, ne poznam dovolj, da bi lahko se to spuščala, ampak je to samo nadaljna provokacija in dolivanja bencina na ogenj. To se pravi, če želi stvar pomeriti in če tako čutiš, se boš opravičil, lahko narediš napako, to se lahko zgodi vsakmu, lahko rečeš, le me je zaneslo, ni bilo primerno, vsekakor on tega ne čuti, kar bi bilo potem neumno, da bi rekel, oziroma če ne čuti, da bi se nekaj umetno opravičeval, tudi nič ni. Je pa res, da tukaj kaže, da ni vse v redu in bo samo še nadalje. To je še tisto, kar pol novinarje itak bolj zanima, kaj se dogaja, bodo šli še naprej. Sovraštvo do časopisa oziroma do novinarjev Dnevnika bo samo povečal, kar je logično, če te nekdo napade, boš si pač več pušk na drugo stran nastavil. Ja, ampak to je vse čisto normalne reakcije. Ivan, katero družino ima tu Zlatko Zahovič v mislih, ko pravi, da ščitim svojo družino? Svojo osebno družino ali koga drugega? Ne, jaz mislim, da tukaj mislim nogometno družino, nogometni klub Maribor. In na kak način jo zdaj on ščiti? Ker njegova osebna družina ne bi, torej sploh ne paše v ta kontekst izjave in teh dogodkov pomeni. Zahoviču pač nogomet veliko pomeni, za njega je, bom rekel, Maribor velika nogometna družina in on vedno predvideva, da odnosi v družini morajo biti razčiščeni in tako naprej, s tem, da normalno vsi tisti, ki smo v nogometu, vidimo, da nekaj očitno ni v redu, ampak jaz pričakujem, da bodo postopali tako, kot je predvsem v interesu Maribora in pa normalno tudi v skladu z moralnimi normami. Ivan, ti si verjetno eden redkih Slovencev, ki si hkrati pač v dobrih odnosih ali pa prijatelj z Zlatkom Zahovičem in Srečkom Katancem. To mislim, da je kar dosežek, glede na to, v kakih odnosih sta ona dva sicer. A nam lahko poveš, pa gledalcev seveda, v čem sta si recimo podobna, v čem pa sta si različna? Ti oba zelo dobro poznaš. Torej, tisto, kar imata oba enotno, je, da oba imata težavo s časopisom Ekipa. Ok, dobro. Torej, to smo videli tako pri Srečku kot Katancu. Oba sta vrhunska, bom rekel, vrhunska igralca sta bila eden in drugi. Srečko je tudi za mene vrhunski trener, samo normalno, če te vsak dan napadajo, ne moreš trenirati tako, kot bi hotel in ko išče nekdo napake, kar je bila tudi velika, bom rekel, napaka v teh zadevah. Drugače pa jaz poznam veliko bolj Srečkota in Srečkota štejem za svojega prijatelja. Za Zlatkotom se pa tudi poznava, ampak ne tako dober kot Srečkotom. Zlatko je za mene vrhunski strokovnjak na svojem področju, ve, kako se zadeva streže v nogometu, ve, kdaj mora dvigniti temperaturo, da bo privabil več gledalcev na tekmo. To smo videli pri njegovih komentarjih pred tekmami z Olimpijo. Ve, kako zaslužiti denar v nogometu in to je to. Vse to, kar se ostalo dogaja, pa jaz upam, da se bo razrešilo, ampak mislim, da določen odstotek krivice nosijo tudi mediji, kar je predvsem Ekipa danes pokazala z današnjo, bom rekel, fotografijo črno-belo, ki daje občutek osmrtice. Ja, to smo že rekli. Andreja, če bi ti odločila, pustimo zdaj, koliko si ti osebno vpletena v nogomet ali pa nisi, vendarle tu gre za širše vidike, ne samo ta recimo športni ali pa nogometni. Kako bi se ti odločila danes na seji pač upravnega odbora NK Maribor? Po dostopnih informacijah resno razmišljajo o tem, da bi se pač gospodu Zahoviču zahvalili za sodelovanje. Glede na rezultate, ki smo jih danes izpostavili, povedali, kaj je v teh letih spremenil, koliko veliko je naredil, bi gledala ga in ocenevala po rezultatih, bi pa skrbno premislila, kdaj bi lahko še dajal izjave in bi za to mesto postavila na koga drugega, dokler ne bi bil, pač da ga lahko čustveno se kontrolira ali strenira karkoli. Zato, ker vsi, ki so vrhunsko dobri in v nečem delajo, so bolj v strasti noter.
in ne pazijo na te stvari. In če pogledamo tudi po svetu zelo uspešne, pa ne sem trenerje, tudi vizionarje in tako naprej, je zgodba zelo podobna. Zato običajno so oni toliko ne izpostavljali, ne grejo na novinarske, ne govorijo spontano, ker zmeraj naredijo še neke škode zraven, ki ni potrebno in škoduje naprej njihovemu poslu. Tako da gledala bi celostno rezultate. Bil je komunikacijski spodrsljaj, ampak na drugi strani, če je to, kar smo govorili, toliko naredil, ja, koga bodo pa postavili, da bo naprej tako uspešno lahko vodil, ne vem. Ivan, čeprav vem, ti si hotel, ko si bil predsednik Nogometne zveze Slovenije, postaviti Zahoviča za direktorja reprezentance, a bi, če bi slučajno zdaj Zlatko izgubil službo, pa bi ti spet bil predsednik NZS-ja, a bi ponovil to potezo? Bi ga dal zdaj na kakšno funkcijo znotraj Nogometne zveze? Jaz nisem predsednik Nogometne zveze. Ampak če bi bil, ne? Ne bom tega komentiral. Če bi bil, če bi. Kaj pa takrat, ko si bil? Takrat sem ga želel postaviti, ampak v Nogometni zvezi so se vsi bali Zahoviča, potem pa normalno še dva moja podpredsednika sta pač zelo neprimerno komentirala in potem sem se vprašal, mi to sploh treba v življenju in sem šel. A nam lahko sveži spomin, kdo sta bila ta dva podpredsednika? To sta bilo Branko Florjanič in pa Franc Kopatin. Ampak zdaj iz današnje perspektive se ti zdi, da so se upravičeno bali Zahoviča ali ima pač strah prevelike oči? Ne, veste kako je, to je zmer, če nisi dovolj sposoben, se bojiš sposobnih. To je klasika, to ni samo v nogometu, to je vse povsod in potem imaš rajši okrog sebe, bom rekel, nesposobne, ker pa nimaš težav. Prav, videli bomo, kako se bo ta zgodba razpletla. Vprašanje je, če bomo danes že doživeli epilog. V vsakem primeru je Zlatko Zahovič neke vrste enfant terrible slovenskega nogometa, ki nikoli ne razočara. Včasih v pozitivno smer, včasih, kot vidimo, pa tudi v negativno. Andreja, Ivan, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, po oglasih pa vam pokažemo, kako rad ima Igor Kršinar bučke.